Volkodlak. Klasična podoba človeka, ki se ob polni luni spremeni v krvoločno zver, je danes znana domala vsem, redki pa vedo, da je nanjo močno vplivala slovanska mitologija. Razlika je v tem, da slovanski volkodlaki po preobrazbi ohranijo svoj razum kljub temu, da so videti skoraj kot običajni volkovi. Polna luna nima nobene vloge v njihovi preobrazbi, saj se v volkove spremenijo prostovoljno, tako da skočijo čez začaran predmet, se ogrnejo v čarobno volčjo kožo ali pa si pripnejo čarobni pas. Začarano kožo ali pas jim iz maščevanja kdaj potakne tudi kakšna coprnica. Obstajajo zgodbe, ko čarovnice prekolnejo poroko in se posledično vsi udeleženci spremenijo v volkove. Včasih je preobrazba prirojena in je kazen za grehe staršev. Ljudje, ki so tako prekleti, se po noči ali ob določenih časih v letu, predvsem ob sončevem ali luninem mrku, nehote spremenijo v volkove. Takrat izgubijo nadzor nad sabo in napadajo živino, včasih pa celo ljudi, ki jih imajo sicer radi. Po ljudskem verovanju ti nesrečni volkodlaki v sebi še vedno ostanejo ljudje. Bojijo se pravih volkov, hrepenijo po svojem prejšnjem življenju in iščejo način, kako bi spet postali to, kar so nekoč bili. Zato te stare zgodbe niso le zgodbe o pošastih, ampak o tanki meji med človekom in zverjo. Ilustracije je tokrat prispevala Lara Demič. Če vas zanima še več, preberite Skrivnost srži in seveda komentirajte, všečkajte, delite in nama sledite.